Draga Fircologa, tole so pa Facebookerji. Kaj pa vi tle sploh počnete? Mi beremo. Seveda smo tudi bralni klub. Dobimo se vsak drugi ponedeljek v mesecu in poskušamo preko socialnih omrežij privabiti čim več mladih in pa sošolcev, da nas pridejo poslušati. Zberemo si eno knjigo, jo preberemo in potem predstavljamo drugim mladim in jim poskušamo jih prepričati, da to knjigo preberejo. A se je že kdaj zgodilo, da vam kakšna knjiga ni bila všeč in da je pol nikoli niste predstavili? Vedno zbiramo take knjige, ki so res vsem všečne. Kaj vas privlači, da to radi berete? To je naš najljubši način preživljanja prostega časa. Raje beremo, kot pa recimo igramo računalniške igrice. Pa tudi s tem, ko bereš, ti odkrivaš nov svet in se lahko tudi naučiš veliko novih stvari ali pa se samo zabavaš zraven tega. Kaj pa vidva tudi rada bereta? Ja. Kaj pa? Razne take otroške knjige, ki so smešne, a ne? Ja. Harry Potter je moja najljubša knjiga, pa ste jo že kdaj predstavili? Harryja Potterja še nismo predstavili, ampak mislim, da se temu ne bomo mogli izogniti in bomo sigurno mogli enkrat tudi Harry Potterja predstaviti, tako da lahko prideš poslušati. Predstavitev, katere knjige vam je bila zaenkrat najbolj všeč? Meni je bila najbolj všeč Kdo si Aljaska, zato ker je John Green tudi moj najljubši avtor. Ampak poleg nje so mi bili pa res tudi drugi komadi, zato ker ponavadi ne berem poezije, zdaj pa sem jo in mi je bila res všeč. Kaj nam lahko v teh knjigah poveste? Zdaj to so od vsega 3 najljubše knjige in jaz osebno sem si izbrala Igro prestolov, Srce iz črnila in Vampirska akademija, ker sem zelo velika pristašica nadnaravnih knjig. Moje 3 knjige so Mesto kosti, Vsaj en popoln dan in Mesto sanjajočih knjig. Jaz sem zbral pa Divji potep skozi noč, 7 minut čez polnoč in pa V morju so krokodili. Jaz prav tako kot Brina imam rajš resničnostne romane kot fantazijske. No, draga Fircologa, danes smo pa pripravili eno posebno srečanje za vaju. In sicer se bomo pogovarjali o knjigi Čudo. Knjiga govori o dečku, Avgustu, ki ima rahlo spremenjen, iznakažen obraz in namreč recimo ima majhna ušesa, eno oko ima skoraj zaprto in je majčkeno drugačen od vseh nas. Šolal se je doma, šolala ga je mama in se odloči, da bo šel 4. razred pa vseeno v pravo osnovno šolo. In to je za njega zelo velik izziv, ker se vsi obnašajo do njega, kot da je drugačen, on pa poskuša biti čim bolj podoben njim. In skozi celo knjigo gledamo potem to njegovo preizkušnjo, kako bo prestal 4. razred v osnovni šoli. Avtorica je R.J. Palacio, ki zdaj trenutno živi v New Yorku in je to knjigo napisala potem, ko je na vlaku videla eno punčko, ki je imela podobno obraz kot Avgust in ni vedela, kako naj odreagira na njega, ker se je njen sin začel takrat jokati. A si kdo od vas želi napisati knjigo? Jaz sem enkrat s prijateljico sva probala napisati knjigo, smo imeli tako, že vse smo imeli v mislih, kako se bo potekala zgodba, kako bo ime junakov, kakšen bo naslov knjige in vse. In pa so tudi začele, ker imam še vedno del doma, na roko seveda, ker smo bile še tako dost majhne. In je dost cool zgodba, ampak nisva tako napisali, mislim, da 1 ali pa 2 poglavji. Bi z veseljem napisal kakšno knjigo, ampak verjetno bi jo prebral samo jaz in nihče drug. Sedim nasprot knjige, kako sem po nesreči napisala knjigo, tako da mogoče bi jo lahko prebrala, pa bi se kaj naučila o tem, ampak ja, bomo videli. Kaj pa vidva? Bi vidva napisala knjigo? Ja, bi jo. Jaz sem enkrat že probala, pa mi ni lihar uspel.